Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna božična pravljica, polna smeha, presenečenj in škratovske iznajdljivosti. V božičkovi delavnici običajno vse teče kot po maslu. Škratje pridno delajo in izdelujejo igrače, saj jim božiček daje jasna navodila. A letos se zgodi nekaj nenavadnega. Božiček ne zna več pravilno izgovarjati besed in škratje izdelajo zelo nenavadne igrače. Bo škratom uspelo preprečiti najhujše? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zmešnjava v božičkovi delavnici. Božič se hitro bliža in škratje na severnem tečaju zato pridno zabijajo žeblje, barvajo in loščijo. Izdelati morajo na tisoče daril. V delavnici je tudi Božiček, a ni videti prav delovno razpoložen. Misli, da bi pomagalo, če bi nekaj pojedel. Lačen sem, zakliče in škratje mu v hipu pripravijo pravo gostijo. Božiček se baše s pečenim piščancem, ko nenadoma vzklikne. Dušim se! Glavni škrat ga hitro potreplja po hrbtu in Božiček izkašlja zataknjeno kost. Ko se spet vrne k delu, Božiček ukaže škratom. Naredite mi traketopot. Škratje v trenutku izdelajo lepo, podgani podobno raketo. Božiček na to zavpije. Naredite mi skironezon. In škratje v hipu ukrojijo kombinezon. Naredite mi sončne žarkice. In škratje v hipu izdelajo cvetoče sončnice. Naredite mi lepo čelbelo. In škratje v hipu napravijo zlato kamelo. Naredite mi melonsko šarkapo žogo. In škratje v hipu izdelajo ogromno žogo v obliki melone in nanjo poveznejo kapo. Glavnega škrata takšne naročila presenetijo. Prvič slišim, da bi si otroci želeli kaj takega, reče začudeno. Za vsak primer pisma prebere še sam. O ne, Božiček ga je tokrat pošteno polomil. V pismih nihče ne prosi za traketopot ali skironezon. Nihče ne prosi niti za sončne žarkice, lepo čelbelo ali melonsko šarkapo žogo. Otroci so naročili traktor, električni skiro, živobarvne barvice, belo čelado in megalomansko košarkarsko žogo. Šment, zavpije glavni škrat. Božiček je zbolel za besedno boleznjo, zaradi katere zdaj meša črke in zloge. Nikakor. To še zdaleč ni res, užaljeno reče Božiček. No, kar poglejva, kdo ima prav, odvrne glavni škrat. Povej mi, kdo si. Božiček vstane, prekriža roke na prsih in ponosno izjavi. Jaz sem Božužek. Ups, reče
in si hitro pokrije usta. Ajej, zastokajo škratje široko odprtih ust. Škratje so zdaj popolnoma izgubljeni, še zlasti, ker je Božiček postal ves zelen. Paniki začnejo tekati sem ter tja, švigajo gor in dol, naprej in nazaj, noter in ven. Bum! In škratje trčijo z glavami drug v drugega. In spet, bum! Škratje se spet zaletijo. In še enkrat, bum! Dovolj! Zavpije glavni škrat. Škratje se nemudoma ustavijo. Še dobro, kajti glave so ji že pošteno bolele. Niti minute več ne smemo izgubiti, nadaljuje glavni škrat. Božička moramo spraviti k sebi. Škrat pisanček prinese čaj z medom. Toda Božičkove besede še vedno ne zvenijo prav. Škrat hlačnik pripravi termofor. A Božičkov glas je še vedno tresoč. Tedaj pa škrat česnik prinese klobaso. Komaj trene z očmi, že jo Božiček pogoltne. Reče s pridušenim glasom. Dušim se! Glavni škrat ga potreplja po hrbtu in iz ust mu pade lešnik. Predragi škratje, zdaj se počutim veliko bolje, sklikne Božiček. Lotimo se dela. Večer pred Božičem škratje z Božičkom na čelu poletijo v nebo. Raznesti moramo ogromno daribil, reče Božiček. Na pomoč! Bolezen se je ponovila! Paniki zavpije glavni škrat. Dobro sem te, se zasmeje Božiček. Raznesti moramo ogromno daril. Si oddahne glavni škrat. Malo je manjkalo, pa bi se še meni kaj zataknilo. Nočno nebo tedaj zadoni Božičkov smeh, ki je tako močan in tako vesel, da se radost naseli tudi v srcih spečih otrok. Ho, ho, ho. Konec dober, vse dobro. Kako zabavna božična pravljica. Čeprav je v Božičkovi delavnici za trenutek zavladala zmeda, so škratje dokazali, da s sodelovanjem, iznajdljivostjo in dobrim srcem vedno najdejo pravo rešitev. Namreč tudi takrat, ko gre kaj narobe, se lahko zaplet preplete v smeh in novo čarovnijo. Božič pa ni popoln zaradi igrač in daril, temveč zaradi topline, prijaznosti in ljudi, ter tudi škratov, ki stopijo skupaj. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Mali Božiček iz čudežne prodajalnice igrač. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Božička ter njegovih zvestih škratov. Čau, čau! Bravo, škratje! Res simpatična pravljica.